Lepo pozdravljeni na online pogovoru Pomen čustvene in socialne inteligentnosti na karierni poti. Sem Tatjana Kozjek, prodekanja za študijske zadeve in vas prav lepo pozdravljam tudi v imenu dekana, profesor dr. Mirka Pečariča, ki je danes žal zadržan. Gostje današnjega online pogovora so profesor dr. Eva Boštjančič, psihologinja in redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, gospa Mojca Balanč, certificirana trenerka čustvene inteligence, in profesor dr. Matej Tušak, psiholog in redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. V okviru današnjega pogovora bomo izvedeli, kaj sta čustvena in socialna inteligentnost, kako jo razvijamo, kakšen je njun pomen in kakšna je povezava med čustveno in socialno inteligentnostjo ter uspehom. Kako z razvito čustveno in socialno inteligentnostjo lažje premagujemo izzive oziroma rešujemo težave. Pogovor bo moderirala magister Veronika Petkovšek, ki ji zdaj predajam besedo. Hvala lepa, Tatjana. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je omenila kolegica Kozjek, bom jaz moderirala današnji online pogovor, tako da bomo s pomočjo naših treh izjemnih gostov spoznali, zakaj, kako, na kakšen način si v bistvu lahko pomagamo s čustveno in socialno inteligentnostjo do večjega uspeha na naši karierni poti. Pa bi kar pričeli, mogoče samo še to, če bi kdo od slušateljev želel zastaviti kakšno vprašanje, lahko to zapišete kar neposredno v chat in bomo poskusili mogoče že tekom samega pogovora odgovoriti na zastavljena vprašanja, v nasprotnem primeru pa potem na koncu v čim večji meri, kolikor bo mogoče, kolikor nam bo čas dopuščal. Tako da vsi vabljeni k poslušanju, zastavljanju vprašanj, in jaz upam, da boste pridobili vse tiste potrebne informacije, ki vas zanimajo z tega področja. Če bi za začetek kar pričeli samo opredelitvijo, kaj dejansko sta čustvena in socialna inteligentnost, kaj v bistvu pomeni, da ima nekdo zelo dobro razvito čustveno in socialno inteligentnost. In bi tukaj kar prosila vse naše goste, da podajo pač neko definicijo, nek primer, opis, da si bomo lažje predstavljali v bistvu, o čem bomo danes govorili. Kar izvolite, mogoče gospa Balanč, če bi vi začeli. Ja, lepo pozdravljeni. Ja, zdaj, če se lotimo malo tako po teoretično, kaj čustvena inteligenca pravzaprav pomeni, ta izraz sta skovala psihologa in raziskovalca Peter Salovey in John Mayer. Popularna pa je ta beseda postala z knjigo v 90-ih letih, ki jo je napisal Daniel Goleman, Čustvena inteligenca. In od takrat naprej bi rekla, da razvoj pospešeno poteka na vseh področjih, tudi na poslovnem, kjer se tudi jaz pravzaprav največ ukvarjam s čustveno inteligentnostjo. Zdaj, kaj pravzaprav čustvena inteligentnost pomeni, če se navežem na Daniela Golemana, pomeni sposobnost, da zaznavamo, prepoznavamo in upravljamo čustva. Govorimo tako o svojih lastnih čustvih kot čustvih drugih ljudi. Poenostavljeno bi jaz rekla, da čustvena inteligenca, lahko bi rekla, da pomeni inteligentna raba čustev. Gre za to, kako uspešno sodelujeta dva centra oziroma dvoje središč v možganih, in sicer razumni del in čustveni del. Da uspemo uspešno prepoznavati emocije oziroma cel čustveni sistem v telesu, v možganih, se pravi, govorimo o mislih, čustvih, telesnem odzivu, in da znamo razumeti vpliv teh emocij na to, kako na naše sposobnosti razumnega delovanja, na sposobnost odločanja, na sposobnost sprejemanja dobrih odločitev, reševanja problemov, konfliktov in take zadeve. V osnovi je model čustvene inteligentnosti sestavljen iz 4 področij. Pa bi rekla kar tako, da se nadgrajujejo eno nad drugega. Osnova vsega je samozavedanje, se pravi zavedanje lastnega čustvenega sistema.
ko se enkrat zavedamo, kaj se pravzaprav v nas dogaja, dobimo moč, dobimo sposobnost, da te zadeve tudi zavestno upravljamo. Se pravi, drugo področje je upravljanje čustev. Ko enkrat obvladamo sebe, se pravi, se zavedamo naših čustev in znamo z njimi, bom rekla, dobro ravnati, smo hkrati postanemo tudi bolj dovzetni za čustva drugih ljudi. Tem sposobnostim rečemo empatija, oziroma, če pogledamo širše, empatija je vezana na posameznika, govorimo pa tudi o organizacijskem zavedanju oziroma zavedanju nekih čustvenih tokov v neki organizaciji oziroma v okolju, kjer smo. Rezultat vseh teh treh področij je pa uspešno vodenje odnosov z drugimi. Kot četrto področje, kjermu pa v bistvu tudi rečemo socialna inteligentnost, uspešnost sodelovanja, interakcije z drugimi ljudmi. Na kratko, zdaj kaj praktično pomeni, da je nekdo čustveno inteligenten oziroma kako to izkazuje. Jaz bi tukaj še opozorila na eno razliko, se pravi, eno je čustvena inteligentnost, drugo pa so kompetence čustvene inteligence. Če govorimo, da je čustvena inteligenca neka sposobnost, so pa kompetence čustvene inteligentnosti priučene spretnosti, ki temeljijo na čustveni inteligenci in v bistvu izkazujejo našo stopnjo čustvene inteligentnosti skozi naše vedenje, skozi ravnanje. Zdaj, navzven, bom rekla, to lahko pokažemo v odnosih z drugimi, kako uspešno se soočamo in razrešujemo konflikte, kako dobro timsko sodelujemo, kako smo prepričljivi, ko je treba recimo nekoga v nekaj prepričati, kako smo sposobni navdihovati druge ljudi in podobno, kako dobri poslušalci smo, kako dobro komuniciramo z drugimi. Sami sebi pa recimo lahko pomagamo, bom rekla, pri premagovanju težavnih situacij, stresnih situacij, pri ohranjanju pozitivnega pogleda, pri soočanju s spremembami. Vse to so neke kompetence čustvene inteligence v akciji. Toliko za začetek. Hvala lepa. Ja, bomo o tem tudi v nadaljevanju še podrobneje govorili. Tukaj bi prosila še mogoče za kakšno dopolnitev s strani profesor Boštjančičeve. Ja, moja predhodnica je že zelo veliko povedala, se ne želim ponavljati, morda bi naredila samo poudarke. Zdi se mi, da prav, da govorimo o čustveni in socialni inteligentnosti in ne inteligenci. Inteligenca je skupina ljudi, govorimo o inteligentnosti, to se mi zdi zelo pomembna stvar. Druga stvar se mi zdi zelo pomembna, je pa to, da nam čustva v naše življenje prinašajo barve. Da če čustev ne bi bilo, bi bili stroji, bi bili roboti. In ker prihajam predvsem z področja organizacijske psihologije, to pomeni z področja delovnih okolij, delovnih organizacij, se mi zdi in zagovarjam, da so čustva tudi v poslovnem svetu ali pa v delovnem okolju zelo, zelo potrebna. Da čustva, če vas vprašam zdaj vas, Veronika, kako ste? Kaj boste rekli mi? Dobro. To je tak tipičen odgovor, ampak ta odgovor je lahko obarvan s čustvi. Ste lahko vznemirjeni, ste lahko prestrašeni, lahko se počutite odgovorno. In tukaj se mi zdi, da Slovenci ta dobro imajo že učenci, ko pridejo iz šole, ko jih vprašamo mame, ampak hkrati se mi zdi pa, da ne znamo uporabljati čustev na način, da bi o njih komunicirali. Ampak če želiš komunicirati o čustvih, jih moraš najprej pri sebi prepoznati. In tukaj se mi zdi en tak zanimivo področje, da smo zelo skopi, da v resnici smo danes redko v stiku sami s seboj, ker se nenehno pehamo za dosežki, naš urnik je popolnoma poln. In pravzaprav, če se vsak od vas zdaj vpraša, kako se jaz zdaj počutim, kaj se z mano dogaja, kakšno je zdaj moje morda zadovoljstvo, koliko srečna sem na lestvici od 1 do 5 v tem trenutku, koliko pod stresom sem, koliko sem žalostna, koliko sem razočarana, da ne bomo samo v pozitivnih čustvih. In kar naenkrat se ustavi, začneš bolj počasi dihati in se zaveš, da imaš ta čustva. In ko se jih jaz zavem, lahko o teh
stvarih tudi komuniciram. In to se mi zdi, da v našem okolju od šolskega sistema ali pa od vrtčevskega sistema se o teh stvarih premalo pogovarjamo, premalo komuniciramo in tudi naša sporočila, izjave na delovnem mestu ponavadi jim primanjkuje ta čustvena komponenta, ki včasih lahko naredimo samo s pridevnikom, včasih morda nekoga potrepljamo lahko po rami, morda je to nasmešek, ki se ga danes pod masko ne vidi, vidi se ga pa na Zoomu, in na ta način lahko izražamo čustva. Dobro, najlepša hvala. Bi mogoče profesor Tušak tukaj še vi kaj dodali? Ja, mogoče poskušam nekako to, kar je predhodnica povedala. V bistvu gre za inteligentno uporabo čustev na osebni in pa medosebni ravni. Najprej je treba znati vedeti, kaj s čustvi narediti z lastnimi čustvi, potem se je treba vedeti ali pa biti inteligentno uspešen v medosebni komunikaciji. Komunikacija je zdaj že tisto, s čimer se povezujemo s socialnimi spretnostmi, ampak najprej se moramo znati s temi čustvi spoznati oziroma vedeti, kaj z njimi narediti. Na tem čustvenem nivoju vedno govorimo na eni strani o tem čustveno inteligentni, tisti, ki zna izražati, primerno izražati čustva, tisti, ki jih zna prepoznavati in tisti, ki zna na koncu upravljati s temi čustvi. To so tri glavne dimenzije. Najprej jih moč videti, imamo ljudi, ki preprosto ne vidijo, da so dolgočasni, da jih vsi s težavo poslušajo, ker vidijo samo sebe. To je en tipični odraz tega, da ne znajo prepoznati čustev drugih. Da ne govorimo o tem, da ne znajo verjetno tudi dobro upravljati čustvi, ampak to prepoznavanje je že eno predpogoj. Težko upravljaš čustvi, če jih niti svojih ne znaš prepoznati, ali pa imamo pa tudi tiste, ki ne znajo pokazati čustve, ki so na tem področju izražanja emocij zavrti ali kakorkoli, znajo samo en del čustev pokazati, znajo samo prijetne čustva pokazati, neprijetnih pa ne. Se pravi, ena taka preprosta definicija je tako, kot sem rekel, inteligentna uporaba čustev. In v tem kontekstu, če vemo, kako danes razmišljamo o inteligentnosti, ne govorim zdaj o socialni ali pa čustveni inteligentnosti, ampak o tisti inteligentnosti G-faktorju, vemo, da je to na nek način prirojeno v veliki meri. In ta vpogled v to, da se znajdemo na hitro, to je v veliki meri tudi prirojeno. Medtem ko mnoge stvari v zvezi s komunikacijo ali pa skoraj vse stvari s komunikacijo, s tem, kako potem s temi čustvi delamo v medosebnih odnosih, je pa naučeno. Tako da na nek način, če vse skupaj vzamemo v en kontekst, lahko rečemo, da je to razumevanje in izražanje emocij v povezavi z nekimi specifičnimi sposobnostmi samoregulacije, komunikacije, pa z nekimi socialnimi sposobnostmi. Vse s temi čustvi je treba nekaj narediti, ampak kako zdaj to znamo narediti v odnosu do sebe, do drugih, to so pa na koncu socialne spretnosti, ki se jih naučimo. Banalen primer. Če pridete na intervju za službo k direktorju in vas on vpraša, kakšni so vaši cilji, tudi če si želite biti direktor tega podjetja, ne boste rekli, jaz hočem biti pa direktor v tem podjetju. Ker je to v tem kontekstu predvsej neprimerno. Morate imeti res visoko samozavest pa sposobnosti, ki jih nihče drug nima, da ne boste potem na takem, pa še polje vprašanje, če boste na takem pogovoru sprejeti. Po drugi strani, ko srečate človeka, ki je brez noge, eno samo vprašanje, ki mu ga ne smete postaviti, je, kje si izgubil nogo ali pa kako to, da nimaš noge. Ampak tukaj zelo hitro vidite, kdo ima to čustveno inteligentnost in kdo tega nima. Mi smo se hecali včasih, da obstaja en center, teh možganskih centrov je zelo velika. In ni to, da samo en center skrbi za te povezave ali pa za čustva. In zato je cel sklop centrov, ki skrbi predvsem za povezavo pod malimi možgani, oziroma pod velikimi možgani, pod korteksom. In
en tak zelo pomemben center corpus triatum, med drugim skrbi tudi za to, da imamo neko blokado, da nekih stvari ne rečemo, čeprav jih mislimo. Ne? In mi se tako v hecu včasih pohecamo, rečemo, temu pa ta center ne dela, ker točno takrat, ko nečesa ne bi smel reče. Ne? Se pravi, ampak to je na nek način, ali pa en velik del tega, je prirojen, še bistveno večji del tega je pa seveda socialno naučen. In jaz mislim, da se mora predvsem temu delu posvetiti, ker tukaj pa lahko predvsem v delovnih okoljih, pa tudi seveda fajn bi bilo, če bi to že tekom šolskega sistema izobraževanja mladi pridobili, se pa da veliko narediti. Hvala. Pa če bi mogoče z vami kar tukaj nadaljevali, profesor Tušak, se pravi, kakšne temelje moramo v osnovi imeti, da lahko razvijamo to čustveno in socialno inteligentnost, kakšen vpliv ima recimo naše otroštvo, odraščanje, starši, skrbniki? Ja, seveda daleč največji vpliv ima družinska situacija. Mi včasih rečemo, ta je pa rojen vodja, ta je pa rojen, ne vem, nekdo, ki zna komunicirati, ki zna skrbeti za klimo, to ni res. Ne? Vse to se je on naučil, je pa res, da se je to naučil največkrat ne skozi neke tečaje pa delavnice, ampak doma skozi s tem, da je opazoval očeta, mamo, mogoče starejšega brata, ki je imel te sposobnosti, posebej v družinah, kjer se veliko pogovarjajo, se seveda te komunikacijske spretnosti lahko boljše razvijajo, ni pa nujno, ne? Lahko se tam pogovarjajo tudi tako, da si mečejo krožnike v glavo ali pa da vpijejo drug na drugega, pa je to tudi način komuniciranja, ki pa seveda ni primeren za eno delovno okolje. Ampak v domači situaciji se mi naučimo pogovarjati, komunicirati, se naučimo izražati čustva, se naučimo, ali smemo izraziti neka čustva, ali smemo izraziti samo prijazna, prijetna čustva, negativnih pa ne smemo, ker smo bili za to ponavadi kaznovani ali pa opozorjeni, da tega ne smemo. Skratka, družinska situacija, vzgojni stili izrazito prispevajo k temu, s kakšnimi izhodišči mi pridemo. Ne? Tudi tisti stereotipi, moški pa manj čustvujejo, moški pa ne čutijo tega, to največkrat sploh ni res. Ne? Gre samo za to, da velikokrat nekateri, ali pa ne samo moški, nekdo konkretno, ne zna, ali pa nisi naučil, ali pa ne upa si izraziti ta čustva, čustvuje največkrat enako intenzivno, ampak tega pač ne pokaže. Ne? In ker mi od zunaj opazujemo in ker ne znamo po nekem drugem, recimo neverbalnem znaku prepoznati, kaj on čuti, tega ne prepoznamo. Ne? Seveda pa tisti, ki so inteligentni, čustveno inteligentni, znajo prepoznati tudi neko tako čustvo, ki je pri nekom, ki si ga ne upa izraziti, pa ga vseeno znamo na osnovi nekega drugega znaka recimo prepoznati. To je tudi ena izmed tistih lastnosti, recimo v športu mi srečujemo situacijo, kjer trener zna prepoznati ali pa začuti, da je neka težava, čeprav igralec, športnik ne prije do njega, pa mu reče, jaz imam pa tako in tako težavo. To je recimo tudi en tak primer čustvene inteligentnosti. Je pa seveda družina ključna, seveda veliko v zvezi s komuniciranjem, socialnimi spretnostmi pa predstavlja tudi osnova šolski vzgojni sistem. Hvala lepa. Profesor Boštjančič, bi vi tukaj še dodali kaj z vaše strani? Ja, ko pa zapustimo šolski sistem, kot je Matej rekel, pridemo v delovno okolje in v delovnem okolju nam je predvsem vzgled vodja. In tukaj se mi zdi, da se marsikdo zagovarja, da se zelo veliko stvari lahko naučimo na delovnem mestu, da ne potrebujemo tečajev in delavnic in teh stvari, ampak predvsem vidim mlade, da lahko pijejo kot gobe. Ampak tukaj spet hočem biti diskriminatorna, tudi mi starejši, če imaš dobrega šefa, ki vodi transformacijsko, ki uporablja čustva, ki zna s temi stvarmi jih prepoznati, če pridem jaz žalostna na delovno mesto in me vpraša, Eva, žalostna si, kako se počutiš, ti lahko kaj pomagam, lahko se učimo na delovnem mestu. In tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, kako oblikujemo okolje, ki to dopušča. In tukaj govorimo, če grem še korak naprej, na nek način o neki psihološki varnosti. To pomeni, psihološka varnost pomeni predvsem to v delovnem okolju, da se upamo reči, jaz pa tega ne vem, jaz pa tega ne znam,
in da ne dobim nazaj očitujočih pogledov, a ne. In da tudi, da če lahko opozorim na neko napako, čeprav to ni zdaj povezano tako direktno s čustvi, ampak hkrati nam pa omogoča neko tako psihološko varno okolje, da tudi potem prihajam vsako jutro rada na delovno mesto. Hvala lepa. Gospa Balanč, še vaš pogled? Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kar je bilo zdaj povedano. Tudi zelo bi pritrdila pomenu vodenja v nekih organizacijah in vplivu vodje, ki ga ima tudi na čustvenem področju, na splošno počutje, produktivnost, ustvarjalnost zaposlenih, ta psihološka varnost, ki jo naj bi vodja zagotavljal. Seveda je to nekaj, ampak po drugi strani pa tudi moramo razumeti vodje, ki niso bili recimo vzgojeni na ta način v otroštvu ali pa skozi šolski sistem, da tega niti ne znajo. In lahko si želimo, lahko si mislimo, da smo odlični vodje, lahko se trudimo, prizadevamo za to, pa vendar, če se tega niti ne zavedamo, če nismo v stiku sami s sabo, s svojimi emocijami, bomo težko razumeli, brali, v narekovajih tudi svoje zaposlene. Kar pa je dobra novica, kar je bila tudi že prej rečeno, je pa to, da v bistvu se teh spretnosti lahko tekom življenja naučimo oziroma jih izboljšamo. Nekaj smo pridobili z razvojem, smo, bomo rekli, na različnih nivojih, neke čustvene inteligentnosti, pa vendar vse, kar si tukaj želimo izboljšati in spremeniti, se pravzaprav da. Kako to dosežemo? Jaz pravim tako, da je razvoj čustvene inteligentnosti podoben kot fitness. Tako, ko mišico moraš trenirati in s časoma raste, s ponavljanjem je podobno tudi z nekimi temi notranjimi dogajanji oziroma z nekimi čustvenimi kompetencami, oziroma spretnostmi. Začne se seveda z ozaveščanjem, da sploh vemo, kaj se pravzaprav dogaja, da pridemo v stik sami s sabo, potem pa pride na vrsto upravljanje. In obstajajo, je cel kup nekih vaj, začneš se že s pogovorom, potem z neko čuječnostjo, če tako rečemo, se pravi, da se zavedamo, da znamo poimenovati, kaj se pravzaprav na samih dogaja, postopoma z vadbo pridemo tudi do tega, da postanemo vse bolj pozorni na dogajanje drugih, da znamo brati med vrsticami, ne samo tisto, kar nam recimo na delovnem mestu povedo in vse, kar slišimo, so dejstva, ampak slišimo in beremo tudi tisto, kar je povedano med vrsticami, se pravi način, kako nam nekdo nekaj pove ali pa nam sploh ne pove. Več kot 80% komunikacije je v bistvu neverbalne in vsebina je res malo, ampak da pa mi razumemo, beremo način, se pravi, način, kako je nekaj povedano in pa telesni odziv, se pravi, kakšna je telesna govorica ob tem, to so pa te spretnosti, ki se jih da v bistvu kadarkoli v življenju izboljšati in nadgraditi. Hvala. Če bi, gospa Balanč, kar nadaljevali, pa recimo ostanemo v tem delovnem okolju. Zdaj mi se v delovnem okolju zelo pogosto srečujemo s timskim delom, kar pomeni, da v bistvu se srečujemo z različnimi odnosi in pravilno, uspešno, nekako učinkovito upravljanje vseh teh odnosov v timskem delu je ključnega pomena, da smo lahko pri tem uspešni. Zdaj, kako lahko v bistvu s pomočjo te čustvene in socialne inteligentnosti nekako izboljšamo naše spretnosti timskega dela? Ja, če bi kar šla nekako po korakih oziroma po teh področjih, ki sem jih prej naštela, čustvene inteligentnosti, če začnemo že čisto s samozavedanjem, kot član tima, niti ni nujno, da smo vodja nekega tima, ampak že kot član tima, je dobro, da se zavedamo, kakšna čustva prinesemo v skupino, ker vsak trenutek med seboj vplivamo in značilnost nekega timskega dela je, da pač skupaj povezano
si prizadevamo za razvoj nekega projekta oziroma za dosego nekega rezultata. In absolutno ni vseeno, kakšne emocije prinesemo, kakšno razpoloženje prinesemo v nek tim, in da se tega zavedamo, da prinašamo pozitivno klimo, da vemo, da če smo mi negativno nastrojeni, če smo slabe volje, če ne verjamemo v projekt in tako naprej, da vse to je nalezljivo na nek način in se odraža tudi v skupini okrog nas, v ljudeh okrog nas. Po drugi strani, mislim, da je že dr. Boštjančičeva prej rekla, je zelo, zelo pomembna tudi pri timskem delu psihološka varnost. Najuspešnejši timi imajo močno psihološko varnost. To pomeni, kaj to pomeni? Jaz recimo lahko že eno kritično opazko šefa ali pa enega sodelavca, ki ni pripravljen sodelovati, ki bom rekla, mislim, da se šlepa ali kakorkoli, vzamem kot neko grožnjo, kot grožnjo, ne v smislu fizične grožnje, ampak kot grožnje, da mogoče da me nimajo za uspešno, da je naš rezultat ogrožen, da ne vem, kako me vidijo drugi, in naši možgani, se to bosta sogovornika, mislim, bistveno več lahko o tem povedala, ne ločijo med grožnjo po življenju in neko simbolno grožnjo, ki jih imamo pač v današnjem svetu bistveno več kot nekih realnih groženj, in posledično se v nas sproži čustvena reakcija, obrambni mehanizem, obramben sistem, ki pa posledično poleg vseh teh funkcij, ki so koristne za neko obrambo v fizičnem smislu, ima pa tudi škodljive posledice, in te so, da praktično onemogoča ali pa vsaj precej oslabša, če se mi nekaj branimo, če imamo nek obramben odziv, slabše delovanje, se pravi, neokorteksa, razumnega dela možganov, če tako po domače povedamo, kar pomeni, da nam, kadar delujemo skozi obrambo ali napadamo ali se branimo v nekem timu, kar je zelo pogosto in zelo velikokrat nezavedno v medsebojnih odnosih, to dejansko onemogoča sprejemanje dobrih odločitev, konstruktivnega sodelovanja, razmišljanja in tako naprej. In če nadaljujem, se pravi, na tretje področje, zavedanje drugih, zavedanje čustev drugih. Brez da smo empatični, brez da imamo dobro empatijo, brez da razumemo, kaj drugi ljudje okrog nas čutijo, kako razmišljajo, brez da nam je mar za sodelavce, za te člane tima, in brez da smo pripravljeni pomagati in tudi njim zagotavljati neko psihološko varnost z našim lastnim delovanjem, z našimi odzivi, bomo tudi kot nek tim težko uspešni. In seveda kot rezultat vseh teh treh področij, se pravi, da se zavedam sebe, svojega vpliva, da znam upravljati s svojimi emocijami, da sem empatičen do ostalih članov tima, posledično seveda z njimi imam zelo dobre možnosti, da imamo med seboj močne, trdne odnose, da smo sodelovalni, da se spoštujemo. Kreativnost je takrat lahko zelo dobra, ker kreativni smo, ko se počutimo varni, ko se ne bojimo, da jih bomo dobili po glavi, če bomo rekli kakšno neumnost, da vemo, da bomo sprejeti ne glede na to. Skratka, to pa še kaj drugega bi se dalo na to temo povedati, ampak na kratko, skratka, čustvena inteligentnost, čisto z vsemi področji, začnemo pri sebi, potem pa nadaljujemo pri drugih, vpliva, se pravi, čisto vsako ravnanje je pomembno, kako bomo pri našem sodelovanju upravljali tudi emocije. Zato, da bomo lahko z odločanjem, z razmišljanjem, s konstruktivnimi idejami čim bolje dosegali nek rezultat oziroma nek cilj, ki ga imamo kot ekipa. Hvala lepa. Se pravi, to obvladovanje čustev je v bistvu izrednega pomena pri vsem skupaj, če želimo pač ohranjati neke dobre odnose. Profesor Boštjančič, se pravi, še vaš mogoče pogled, mnenje, mišljenje, zakaj je to obvladovanje čustev pomembno, na kakšen način jih najbolje, najlažje obvladujemo?
morda bi samo kar nadaljevala tam, ki je sogovornica zaključila. Čustva so kot začimba na hrani in čustva rabimo. In ker je sogovornica že vse faze takega timskega dela več ali manj omenila, bi jaz omenila meni najljubšo fazo zaključevanje. To pomeni, ko so naši olimpijci stopili na podest v Pekingu in ko so skočili in ki so bili radostni in srečni in neizmerno veseli. In zdi se mi, da v organizacijah pozabljamo na to zadnjo fazo timskega dela, ki se imenuje zaključevanje, ko smo nek timski projekt pripeljali do konca, ko smo vložili v njega, na primer, teden dni, mesec dni, pol leta, 3 leta dela, nek morda evropski projekt, in kar naenkrat pokasiramo denar, ali pa izstavimo lahko račun, ali pa naš izdelek gleda luč na prodajnih policah, in potem se tim razpusti. In meni kot psihologinji se zdi zelo pomembna ta zadnja faza, da tudi v zadnjo fazo vključimo čustva. In to so pozitivna čustva, da ovrednotimo, kakšen je bil naš vložek, kakšni so bili naši rezultati, kaj vse smo prestali, skozi kakšne valovanje naših čustev smo šli, kakšna komunikacija vse je potekala, verjamem, da so bili tudi konflikti pri timskem delu, ampak v zadnjem trenutku, v zadnjem fazi rabimo tudi pozitivna čustva. Zakaj? Da ta okus po tej začimbi čustveni ostane. In ko bomo našega zaposlenega ponovno prosili, glej, imam nov projekt, te zanima, bo v naših možganih se priklicalo pozitivne stvari, ki nam omogoča spet graditi neke tvorne odnose, nek nov tim. Tako da zdi se mi tudi v tej fazi zaključevanja zelo pomembno, da čustva so in da te faze ne preskočimo. In da se vrnem še nazaj, ker je sogovornica rekla v timskem delu, zelo konkretna bom, vsi imamo radi primer ameriškega Googla. V ameriškem Googlu je potekala raziskava 2 leti. Raziskovali so, kateri timi so bolj uspešni in kateri manj. In vključili so v to raziskavo tako osebnostne lastnosti, pretekle izkušnje, naravo dela in ugotovili so, da določeni timi pogosteje poročajo o napakah, pogosteje člani tima upajo neke stvari vprašati. In ugotovili so, da ključen napovednik uspešnosti nekega tima je oblikovanje psihološke varnosti. To pomeni ne sposobnosti, lastnosti posameznika, temveč to, kakšno okolje mi oblikujemo. In enako je pri čustvih. To pomeni, da oblikujemo neko prijazno, spodbudno in tudi tolerantno okolje. Hkrati bom pa samo še to rekla, da čustva je pa treba v delovnem okolju vsem porezati v maksimum. Jaz ne moram zdaj pred vami vsemi vzhičeno upiti, kako navdušena sem, da se je zbrala taka množica ljudi, lahko pa z vami skomuniciram, da mi je všeč, da vam je ta tema pomembna in da smo se danes zbrali tukaj v tako velikem številu. Hvala lepa za vaše vidike. Profesor Tušak? Ja, mogoče bi dodal eno stvar. V praksi, kaj jaz videvam, da nekako, jaz imam veliko delavnic na temo timskega dela tudi, ne. Ponavadi v podjetjih, govorimo o dobrih podjetjih, ki načeloma imajo lepe rezultate. Včasih, ko damo timu, ki smo ga sicer naključno zbrali tam, ne, neko nalogo, se pokaže, da bi jo lažje hitrejše rešili, če bi jo 1 ali pa 2 delala, v resnici jih pa dela 10 ljudi skupaj. Pokazalo se je, da znajo slabo delati. Da se zgodi neštetokrat, jaz poslikam zraven, pokažem, kako 13 ljudi rešuje nalogo, tako da 4 dajejo navodila enemu, vseh 7 ostalih pa zraven gleda. Predvsem pogosto zato, ker timov nimamo sestavljenih na način, da vsak posameznik točno ve, kaj je njegova funkcija, kaj je njegova vloga in s čem on doprinese k timu, ne. V športu je to malo drugače. V športu imamo precej natančno to definirano. Struktura aktivnosti je taka, da je praktično naloga na terenu taka, da moraš v vsakem trenutku vedeti, kdo je golman, kdo je tisti, ki zadnjo žogo poskuša
zabremzati, kdo je tisti, ki gol daje, kdo je tisti, ki mora dolge podaje dajati, kdo je tisti, ki skače in strelja na gol, recimo v nogometu, je to zelo jasno postavljeno, ne. V delovnih timih, v podjetjih pa včasih ni tako zelo jasno postavljeno, ve se ponavadi, kdo je vodja, vse ostale stvari so pa že precej slabo postavljene in seveda je to v glavnem meri še zmeraj napaka vodje, ki more pač tim more postaviti ponavadi vodja, ne. Kako pa oni ustvarjajo neko kohezivnost, neko povezanost, to je pa seveda potem odgovornost vsakega posameznika tudi naprej, ne. Ni vodja potem zdaj odgovoren za vse, ker je šle vse narobe, je vsega kriv vodja, ne. Vodja je ponavadi tisti, ki sestavlja tim, vsaj tako bi moglo biti, ampak potem naprej seveda je pa odgovornost za delovanje tega tima povsod. Je pa izjemno pomembno, da se naučimo delati timsko, predvsem tako, kot sem prej rekel, da vemo, da je ena velika pomembna stvar že na začetku, da zberemo prave ljudi v tim. Če si predstavljate, da bi v nogometno ekipo dali dva napadalca, eden bi bil Messi, drug bi bil pa Ronaldo v istem klubu, ne? Potem bi dali še 2 ali pa 3 najboljše vezne igralce. Veste, kaj bi dobili? Najdražji tim, ki verjetno ne bi niti prvega ali pa drugega kroga prišel naprej, zato ker bi se ti ljudje med seboj stepli, kdo je tisti, ki je najbolj pomemben, kdo je tisti, ki ima ključen, vsekakor bi bilo izjemno težko postaviti hierarhijo v tem timu in to bi seveda pomenilo, da v bistvu smo neuspešni. Zdaj, nekaj podobno, tam je to kristalno jasno in seveda tudi tam se kdaj zgodijo napake, ampak jih realnost že v 2 mesecih korigira, ne, tak tim naredi slab rezultat, po 2 mesecih zamenjajo trenerja in trener pride nekdo drug, ki poskuša to hierarhijo, pa ta tim potem pa vloge na novo definirati, ne, in če mu to uspe, potem se rezultati zelo hitro pokažejo, če pa ne, pa mora iti, pa pride na koncu še tretji trener, ne. V podjetjih se stvari malo bolj počasi potekajo, kar pa ne pomeni, da niso lahko stvari ravno tako usodne. Zdaj v tem trenutku imamo naše gospodarstvo, ki precej dobro funkcionira, zasluga je predvsem v tem, da smo imeli eno veliko krizo že od leta 2009 naprej in se je naredila pač selekcija podjetij, ki so bila dobra, tista so seveda šla v pravo smer, ostala so pa takrat propadla in smo dobili recimo, bomo rekli, skupine, ki funkcionirajo bolj kot pa na katerih drugih področjih življenja v Sloveniji, ne? Ampak to ne pomeni, da nimamo velikih rezerv, tako kot sem rekel, ne? Timi so pri nas sestavljeni precej premalo z neko konkretno idejo, s tem, da bi za vsako nalogo iskali prav konkretnega posameznika, oziroma se pogosto ali pa se to relativno redko zgodi, ne? In jaz mislim, da ko jaz definiram timsko delo, pa ko jaz definiram čustveno pa emocionalno inteligentnost, vključujem noter, poleg tega, o čemer smo zdaj govorili, se pravi čustva, pa na nek način komuniciranje, vključujem zraven tudi vodstvene spretnosti, vključujem zraven odgovornost, vključujem zraven sposobnosti ali pa znanje ali pa odnos do timskega dela. To so za mene vse stvari, ki jih v delovnih okoljih dojemam kot čustveno inteligentno. Se mi pa zdi tudi izjemno pomembno, kar je bilo sicer že omenjeno malo, ne, da je izjemno pomemben vidik neke posameznikove osebnostne rasti, ne, da se ti zavedaš, da je nek tvoj odziv ali čustveni ali komunikacijski posledica tega, da je bil prizadet tvoj ego, da si slišal neko čustvo ali pa da si slišal neko stvar, ki jo noče slišati o sebi, ne. In čez leti razumevaš vzroke svojih vedenj, ki imajo seveda v ozadju neka čustva, ne. Recimo čisto konkretno, ne, v družinah, kjer so lahko otroci pokazali vsa čustva, tudi jezo, tudi agresivnost, tudi kakšno negativno čustvo, ne. Tam seveda ni bilo strahu, da se posameznik to čustvo nauči izraziti, ker je bilo čustvo sprejeto, seveda je bilo drugače sprejeto, če je bilo prijazno, če je bilo sreča, če je bilo veselje, kot pa če je bila jeza, ampak so starši sprejemali tudi to, da je otrok jezen, mogoče so insistirali samo na tem, da to jezo izrazi na socialno sprejemljiv način, ne. Tam seveda ni bilo problema, da tak otrok zna pokazati tudi jezo, ne. V drugi situaciji
pa tak otrok obrne tako čustvo navznoter, ne vem, pa po 10 letih potlačevanja naredi neko nepremišljeno akcijo, pa se recimo usmeri proti sebi, ali skozi alkoholizem, ali skozi samo poškodovanje, ali pa upajmo, da ne, skozi najhujšo stvar, to je samomor. Okay, hvala lepa za vse praktične ponazoritve. Se pravi, kako bi tukaj v bistvu zdaj nekako na tem koraku zaokrožili, zaključili, kakšne koristi imamo dejansko posamezniki od tej čustvene in socialne inteligentnosti na, bi rekli, naši karierni poti. Če se osredotočamo zdaj na sam naslov online pogovora, se pravi, govorili smo o obvladovanju čustev, pač premagovanju, oziroma nekih težav, urejanja odnosov znotraj timskega dela in tako naprej. Zdaj, kako v bistvu vse to skupaj nekako vpliva na našo karierno pot? Kako bomo lažje pač nek izziv sprejeli, kako bomo lažje premagali neko težavo, s katero se srečamo in tako naprej. Profesor Boštjančičeva, bi vi? Hvala za besedo. Jaz mislim, da je dobro, da se vsi mi trudimo, ne da smo mi dobri delavci, ampak da smo mi da smo mi dobro. In da smo mi dobro pomeni to, da imaš kontakt sam s sabo. Zato so zdaj tako moderni tečaji čuječnosti, ker v resnici smo ta kontakt izgubili, ker gledamo na Facebook in da druge stvari. In da sem jaz dobro, pomeni tudi to, da jaz vem, zakaj včasih plitvo diham, in da sem jaz dobro tudi takrat, ko rečem, da sem jaz jezna. Jaz sem jezna na kolega, jaz sem jezna na politiko, jaz sem jezna na cel kup stvari. Ampak, a veste, da ne znam, v tej jezi v resnici ni samo jeza. Za to jezo je morda razočaranje, morda je žalost, da kolegica ni spoštovala, da ni bila odgovorna, da ni upoštevala stvari. Včasih se smejim, pa je ta smeh, nisem srečna, ampak morda sem v zadregi, morda me je sram. In tukaj se mi zdi, da bom jaz dobro, moram pri sebi se vprašati, kaj pravzaprav jaz res čutim. In če bom jaz dobro, jaz verjamem v to, da bo tudi potem se bojo stvari druge peljale, moja družina, delovne razmere veliko bolje. In kot psihologinja, zelo radi psihologi uporabljamo šum v komunikaciji. Šum v komunikaciji je lahko vse, kar zmoti to, kar vam jaz danes govorim, pa vi ne slišite. Ta šum v komunikaciji je lahko zum, lahko je to, da jaz ne uporabljam ustreznih izrazov, da lahko prehitro govorim, ali pa šum v komunikaciji tudi to, da ne znam prepoznati, da ne znam izraziti določenih čustev. In hkrati se mi zdi, da iz čustvi živeti ful lepo. In to priporočam vsem vam, da res, da si dopustimo, da začutimo, kaj čutimo in te stvari tudi izražamo. Hvala lepa. Gospa Balanč, vi imate tudi različne delavnice in programe na to tematiko. Nam lahko poveste, s kakšnimi tehnikami, metodami lahko mi dejansko se priučimo teh veščin, jih nadgradimo in tako naprej? Tako kot sem že prej rekla, ne moramo preskakovati. In tako kot je dr. Boštjančičeva rekla, prva zadeva je priti v stik sam s sabo, v dober stik. Razumeti pravzaprav sploh, kaj se v nas samih dogaja, spremljati to, razumeti, kakšne so te naše zaznave, se pravi, da se zavedamo, da pravzaprav so naša čustva povezana s tem, kako mi zaznavamo in si interpretiramo neke situacije ali dogodke ljudi, kakorkoli, da znamo ta čustva poimenovati. Že tukaj smo zelo slabi, ponovadi kar pomagamo z nekim naborom nekih emocij, ker vsi poznamo neko osnovno skupino čustev, jeza, strah, žalost, veselje, potem imamo pa cel kup nekih izpeljank, kako se pravzaprav jaz zdaj počutim. In naslednja zadeva je, da tudi znam razbrati, kako te moji občutki
vplivajo na moje telo, ne, se pravi, ali plitvo diham, ali sem napet, ali grizem nohte, ali se potim in tako naprej. Kaj pravzaprav se dogaja, ne? Da znamo priti v stik ali preko telesnega odziva, ko začutimo neko napetost, ko začutimo neko nelagodje, nek odziv na telesu in se vprašamo, kaj se pravzaprav zdaj z mano dogaja, ali pa se ukvarjamo tudi z mislimi, se pravi, kako si jaz sem nek dogodek zdaj interpretiral, kaj sem si jaz mislil, ker to so te avtomatične, nezavedne misli. To ni tisto, s čimer se v resnici ukvarjamo na zavednem nivoju, ampak tisto, kar si hkrati razlagamo, interpretiramo na nezavednem nivoju, ne? In dajemo na podlagi tega pomen nekemu dogodku ali pa neki osebi. Ljudem pripisujemo pogosto nek namen, ne? Škodljiv namen, ne? Ali pa slab namen, ker si v bistvu gre pa za naše notranje dogajanje, mi si to interpretiramo, ne? In razvoj teh spretnosti se začne prav s tem področjem, se pravi prav z zavedanjem. Zdaj, kakšne so te vaje? Več je metod, ena je bila taka zelo dobra in zelo pogosto uporabljena in zelo popularna, je ta čuječnost. Čim večkrat na dan priti v stik sam s sabo, ne vem, lahko zjutraj, zvečer, pa še ne dvakrat vmes in se vprašati, kako se pravzaprav jaz zdaj počutim, kaj se dogaja, kako sem v svojem telesu, kaj zdaj razmišljam, predvsem pa sploh takrat, kadar se nam nekaj slabega, kadar nismo najboljši, kadar nismo dobro, zakaj nismo dobro, in z vsem tem, ko pri sebi pospravimo, ko razumemo, kaj se pravzaprav dogaja, začnemo pa potem lahko upravljati te zadeve, in spet govorimo, če govorimo o mislih, začnemo, ne vem, lahko uporabimo tehniko konstruktivnega notranjega dialoga, da slabe misli, slabe namene, ali pa tudi, ki jih sami sebi recimo pripisujemo, zamenjamo s pozitivnimi na nek način. Če govorimo na telesnem nivoju, govorimo o raznih tehnikah sproščanja, govorimo o dihanju in podobne zadeve, ne. Tako, in potem nadaljujemo seveda naprej tudi v odnosih z drugimi, empatija in tako naprej, da se učimo aktivnega poslušanja, ne samo, da nekaj poslušamo, ampak res slišimo, recimo, da namenjamo pozornost to človeku, ne, da veliko poslušamo v življenju, a v resnici malo slišimo, ne, in veliko poslušamo skozi neke filtre, ne, mi, ko že poslušamo, dajemo neke, že razmišljamo zraven, naj to resen, kaj si jaz mislim o tem, kaj bom zdaj rekel, postavljamo sebe v neko vlogo, kar ni empatija, ne. To ni empatija, kaj bi jaz na tvojem mestu, ampak da res razumemo, se pravi, da odmislimo sebe in se probamo čim bolj vživeti v sogovornika. Take zadeve, in pa potem naprej. Je še cel kup tega. V redu, hvala lepa. Profesor Tušak, kako bi pa vi za konec nekako našega pogovora opredelili, v čem je moč uspešnih ljudi? Se pravi, na podlagi čustvene in socialne inteligentnosti, kako bi lahko izrazili ali pa izpostavili uspešne ljudi, pač lahko v vsakdanjem življenju, bolj nas pa mogoče zanima pač na karierni poti. Ja, ena mojih najbolj pogostih predavanj v poslovnem svetu je psihološki dejavniki uspeha, ki jih razdelim ponavadi v 3 skupine. Vse skupaj se seveda začne z motivacijo, brez motivacije, ki ima v ozadju seveda neko željo, je nemogoča, mislim, brez tega praktično ni energije, s katero bi lahko karkoli premaknili naprej. Druga stvar so seveda kompetence na vseh področjih, pri čemer tukaj noter ne pojmujem posebej čustvenih pa socialnih kompetenc. To je druga tretjina, in tretja tretjina uspeha je to, čemur jaz rečem čustvena ali pa socialna kompetentnost ali pa inteligentnost, in vključuje noter tako spretnosti komuniciranja, odgovornost, vzpostavljanje zaupanja v timu, timsko delo, značilnosti ali pa kompetentnost v vodenju, predvsem pa tisto, kar se mi zdi, da je Eva že posebej izpostavila, izjemno pomembna, čustva so lahko izjemno pomembna
in lahko zelo pomagajo. Recimo mi si v športu, če si samo malo ozremo zdaj na tekme, ki so bile na olimpijskih igrah, jaz moram priznati, da nisem sodeloval s smučarji, ampak če si predstavljate, kakšno neprijetno situacijo je naš veleslalomist lansko leto doživel, njemu je v nesreči umrl oče, in to vedno smrt bližnje osebe izrazito čustveno doživljamo, sploh če smo imeli nek lep odnos. Ampak jaz sem prepričan, da je medalja, ki jo je letošnjo leto osvojil v drugem teku, v prvem teku je bil precej stran od medalje, sem skoraj si upam staviti, da jo je posvetil in namenil svojemu očetu. Ker bi bil verjetno njegov oče izjemno ponosen na to, kar je on naredil. In sem absolutno prepričan, namreč mi smo tako v mnogih športih poskušali za najtežje trenutke v življenju, ko se pač dokažeš, da si ali s pravega testa, ali nisi s pravega testa. Za takrat smo pripravili v svoji glavi, vsak je mogel poiskati nek motiv, ki je bil seveda izrazito potegnen ven iz čustev, ki so izvirale do neke osebe, ki je nam zelo veliko pomenila. Ampak to je bil en primer res inteligentne uporabe čustev, kjer so ti ta čustva, ki so lahko bila celo negativna, recimo, ampak so ti pomagala, da si dosegel nekaj velikega. Drug problem pa je, da nam ta čustva velikokrat škodijo in da, ker ne znamo dobro uporabljati čustev, naredimo vse narobe. To je ravno tisto, o čemer govorimo. Če mi znamo s čustvi delati dobro, pravilno, ne samo pravilno, tudi v pravem času, potem seveda smo ustvarili en enormno velik rezervoar energije, s katero lahko cel tim potem napolnimo. Ni treba, da imajo vsi to željo ali pa to čustvo v zadju. Lahko jaz kot del tima lastno čustvo s pravilno transformacijo uporabim za to, da bomo kot tim dosegli nekega velikega. Seveda, zato pa moraš imeti neke spretnosti, ki jih je treba znati razviti, in to je tisto, o čemer danes govorimo. Se pravi, če znamo s temi čustvi dobro delati, temu danes je tak popularen termin self-management, ki sicer upošteva zelo širok vpliv na sebe, ne samo delo s čustvi, tako, če malo karikiram, Zoran Predin v eni pesmi poje, mislim samo tiste misli, ki jih seveda ne bi smel. To je seveda ravno obratno, to je tisto, kar ne smemo. Mi moramo znati v pravem trenutku misliti, obvladovati čustva, komunicirati na način, da seveda vemo, kam nas bo to pripeljalo in to v tisto smer, v katero želimo. In to je tisto, čemur danes lahko rečemo inteligentna uporaba čustev, in mnoge izmed teh stvari seveda vse skozi vsakodnevno učenje in izkušnje učimo. Kakšna stvar seveda, ali pa recimo moje delo, mene veliko podjetnikov, direktorjev pokliče s ciljem, da naredijo ali pa da bi postali bolj ne samo čustveno inteligentni, ampak da bi bili bolj uspešni. In velik del našega dela, ki poteka skozi coaching, je prav na tem, da znamo razumeti svoje čustva, da znamo razumeti svoje spretnosti, slabosti, da se naučimo pravilno komunicirati. Seveda v nekih skupinskih delih pa veliko uporabljamo igro vlog, kjer se učimo skozi različne perspektive videti stvari, ki jih sicer ne znamo videti, ker smo na nek način determinirani z lastno perspektivo. Tako da nekako v tem kontekstu jaz vidim čustveno inteligentnost kot tisto ključno področje na koncu, ki da zadnjo piko na i pri tem, ali smo uspešni ali pa nismo uspešni. Seveda pred tem pa potrebujemo eno izrazito močno motivacijo, pa seveda tudi neke kompetence, ki so pa čisto strokovne, specialne, povezane z našo poklicno identiteto, s poklicnim profilom. Okay, super, najlepša hvala. Zdaj bi pa mogoče se osredotočili še na vprašanja slušateljev. Tukaj imamo dve vprašanji. Ena se nanaša na socialno omrežje, se pravi, če kar preberem. Glede na to, da živimo v času socialnih omrežij, ali menite, da so kakorkoli vplivala na čustveno inteligenco sploh pri mlajših generacijah? Profesor Boštjančič? Odpiramo eno veliko polje stvari, to so družbena omrežja
In pri družbenih omrežjih, zdi se mi predvsem, generacije, ki prihajajo, so veliko manj učinkovite in imajo veliko manj kilometrine pri komuniciranju v živo. In imajo veliko večje spretnosti pri komuniciranju online, pri tipkanju, pri čemer se mi zdi, da ta deficit bodo prej ali slej mogli nadoknaditi, saj večina pogajanj še vedno v letu 2022 poteka v živo. To pomeni, prodajaš v živo. Kdo je najbolj prepričljiv? Najbolj prepričljiv nastop je še vedno v živo. Tako pri naših študentih so bili lansko leto 2 gosta, ena gostja je prišla v živo, druga je prišla preko Zooma in študentje so na koncu ocenili gostjo, ki je prišla v živo, veliko više kot tisto, ki je bila preko Zooma. Pa ni nujno, da je bila slabša ali karkoli. Tako da se mi zdi, da tukaj se mi zdi, mlajši znajo veliko bolj uporabljati tele čustvenčke, hkrati pa se mi zdi, da delavnice in izobraževanja na področju čustvene inteligentnosti so povpraševanje še vedno enormno. Hvala. Gospa Balanč, tole vprašanje, ali se ljudje z višjo stopnjo inteligence tudi lažje spopadajo s stresom? Ja, absolutno ja. Zdaj začne se že pri tem, kaj sploh razumemo kot stres. Z visoko stopnjo čustvene inteligentnosti smo v osnovi bolj odporni na stres in na stresne situacije, že zato, ker si določene dogodke, situacije, ki jih recimo danes obravnavamo kot stresne, lahko drugače interpretiramo. In ker jih drugače interpretiramo, ker jih že ne zaznavamo tako, ker se, bom rekla, ne prepuščamo nekim nezavednim strahovom ali pa si sami sebi ne lansiramo nekih negativnih misli in se ne bojimo neuspeha in tako naprej. In če se nam že to dogaja, potem znamo to pri sebi upravljati in s tem boljš ravnati. Tako da jaz bi že rekla, da z razvojem čustvene inteligentnosti dobesedno imamo pač manj stresnih situacij, ker stresne situacije so v bistvu situacije, na kateri, bom rekla, mislimo, da ne moremo vplivati oziroma nimamo moči, ne znamo se z njimi soočati, tako nimamo nadzora, neodvisno pač z kakšne perspektive gledamo na stres. Poleg tega pa ja, če že pride do neke take situacije, jaz bi tako rekla, hitreje se opomoremo. Ne pomeni, da ne bomo doživljali stresa, ne pomeni, da nas stvari ne bodo vrgle iz tira, ne pomeni, da se ne bomo slabo počutili. Vsi pa znamo, bom rekla, imamo pa neka orodja, s katerimi se znamo pri tem pomagati in hitreje okrevamo. Hitreje okrevamo in tudi še ena taka dobra lastnost je, znamo iz take situacije potegniti nekaj dobrega, najti neke svoje moči, neke prednosti, ki jih mogoče prej nismo imeli in jih uporabiti potem v nadaljnjem življenju ali pa pri svojem delu. Hvala lepa. Zdaj tukaj imamo eno roko, gospod Kulovec. Ne vem, Uroš, ali mu boš omogočil mikrofon, da zastavi vprašanje? Lahko zastavi vprašanje. Zdravo. Mene pa zanima, prej ste govorili recimo na intervjuju za službo, če pač povemo direktno, pač to ni primerno vprašanje, da pač si želimo priti do recimo direktorskega mesta, vendar tu v bistvu odraža, da tudi ta direktor zdaj ni čustveno inteligenten in sicer, če bi bil, si ne bi to smel vzeti kot recimo neko slabo stvar, ampak mogoče zelo kot neko dobro. Kaj se vam zdi glede tega? Ja, čustveno inteligentna reakcija v tem primeru, ko ne poznate tega direktorja, je, da odreagirate tako, kot sem rekel. Razen, če imate 30 intervjujev vsak dan in vam je pravzaprav vseeno za to službo, ali je dobite ali ne dobite, ampak da ne bi dobili službe zato, ker na prvem intervjuju poveste direktorju, da ste prišli na njegovo mesto prevzeti, to je škoda. Saj za to bo še veliko časa. Tisto, kar ta prvo pomislite, nikoli ni, ali pa je redko kdaj čustveno inteligenten odgovor.
vedno si vzamemo čas, da se umirimo, da se vprašamo, kako bo ta naš odgovor, kakšno reakcijo bo povzročil, je to željena reakcija. Mi vsega, kar čutimo, čustveno inteligentno pomeni, da vsega, kar čutimo, ne povemo. Da ravno to je tisto, da znamo upravljati s temi emocijami, da znamo povedati tisto, kar je primerno in tisto, kar ni primerno. A veste, vi lahko nekomu rečete, kako tako neumen, da tega ne razumeš, ali pa rečeš, veš, jaz mislim, da bi mogel tukaj še malo bolj široko pogledati na to stvar, da bi lažje razumel vse vidike. Na prvi način bomo seveda nekoga prizadeli, na drug način bo pa to zdaj lahko pozitivno. Tako da jaz mislim, da čas za to, da boste vi pokazali svoje ambicije, bo zagotovo prišel in je prav, da jih imate, ne rabite jih pa direktorju ravno tizmu, na katero mesto štartate, povedati takoj. Zdaj, če pa on išče svojega namestnika, ker se bo on upokojil, potem je pa to druga situacija, ampak to seveda socialna situacija pove in če vi to veste, potem ste seveda v prednosti in lažje pravilno odreagirate. Ampak pametno pa je seveda, da se zavedate teh stvari in da ste vseeno previdni v komuniciranju. Čustveno inteligentno komuniciranje pomeni, da sem previden, da sem spoštljiv, bolj kot je potrebno. Saj, če ne bo potrebno, bom v naslednjem, drugem, tretjem intervjuju lahko te stvari postavil tudi drugače. Ampak na začetku bom pa zagotovo poskušal upoštevati tudi spoštovanje do avtoritete, ker če se postavite v svojo situacijo, da ste vi direktor, pa nekdo pride k vam, pa vam na tak način pove, da je cilj, da vas odnese čez 2 leti, a bi ga vzeli v službo? Ja, to ne bi vplivalo v bistvu na to, kako sem jaz odločil, ali ga bomo vzeli v službo ali ne. Ker je lahko dejansko zelo sposoben in mogoče bi še mene bi prisilil, da bi še jaz recimo še bolj trudil, da bi dokazal, da recimo ni boljši. Sem ne bi pa to smelo vplivati na to, ali ga bomo vzeli ali ne, če je pač pravi kader. Ampak če je zelo sposoben, če mislite, da je celo bolj sposoben od vas, a bi ga vi vzeli za enega, ki je 3 razrede pod vami, recimo, a bi ga vzeli? Čisto realno se vprašajte. Zdaj, najbrž ne, ja. No, vidite, zato pravim, to je čustveno inteligentno. Mi si želimo ljudi, ki so ambiciozni, seveda, ampak to se da povedati na način, ki je sprejemljiv, ki nikogar ne bo ogrozil. Prej smo se pogovarjali, da dobro delamo v timih, kjer obstaja neka varnost, tam si upamo povedati stvari. In ko prvič prideš, saj ne veš, kakšnega človeka imaš na drugi strani. Marsikdaj vam bo nekdo vrgel kost, ravno zato, ker bo hotel videti vašo reakcijo. In če se lahko naučimo iz napak drugih, zakaj bi se mogli na lastni koži teh stvari učiti. Jaz bi mogoče samo eno stvar dodal, če lahko k prejšnjemu odgovoru, namreč vprašanje, ne vem, a je bilo mišljeno čustvena inteligentnost ali inteligentnost. Tam je namreč pisalo, če so lahko ljudje z višjo stopnjo inteligentnosti, če se lažje oziroma težje spopadajo s stresom. Če govorimo o čustveni inteligentnosti, je to, kar je rekla Mojca, prav, ali pa se absolutno strinjam. Če pa govorimo o tej inteligentnosti kognitivnih procesov, pa ni vedno tako. Namreč bolj inteligentni ljudje imajo širši pogled nad vse. In vidijo lahko tudi veliko več težav, kot jih vidijo drugi, vidijo vse možne probleme, ki se lahko zgodijo in imajo včasih v prvi fazi več težav pri reševanju stresa. Ko postanejo dovolj samozavestni, potem seveda ta inteligentnost tudi pripomore k temu. Prej v prvi fazi je pa to lahko velika težava. Recimo klasične težave se vidijo pri 11-12 letih pri otrocih, ki prej nimajo tovrstnih težav, ker so na fazi konkretnega mišljenja, ko se kognitivne sposobnosti povečajo mi rečemo v razvojni psihologiji, da pridejo na fazo abstraktnega mišljenja, ko sem sposoben hipotetičnega razmišljanja. Takrat recimo pri nas na področju športa polovico otrok kar naenkrat začne dobivati tremo, začne kiksati na tekmovanjih, ker prej se nekih stvari sploh niso zavedali, zdaj so si jih pa začeli zavedati, pa niso dovolj samozavestni, da bi ta stres lahko dobro obvladali. Tako da ta inteligentnost v prvi fazi je lahko celo nasprotno korelira z
reševanjem ali pa reagiranjem v stresu. Seveda, ko enkrat s temi dobrimi, visokimi sposobnostmi se naučimo tudi obvladati situacijo, potem je pa ta stvar vedno tudi nečustvena, tudi sicer inteligentnost konstruktivna. Najlepša hvala. Tukaj imamo v chatu še eno vprašanje, no pa tudi eno vprašanje sem dobila jaz neposredno vezano na knjigo, pa bi najprej mogoče še odgovorili na tole. Pogosto opažam, da prepoznaš, da je bil nekdo na izobraževanju v zvezi z vodenjem, čustveno inteligentnostjo in tako dalje, ker deluje zelo nepristno in narejeno. Ali je to mogoče spremeniti? Ja, lahko morda jaz kar povem. Izvolite. Gre za spremembo vedenja in za spremembo vedenja potrebujemo vajo. In ko vidimo nekoga, ki je nepristen, to pomeni, on ta trenutek je vajenec na tem področju, če se tako izrazim, in ko bo on to novo stvar ponotranil, takrat pa bo izgledalo in bo postal na nek način avtentičen, to, kar on razmišlja, bo tudi pokazal, takrat bo pa postalo to tako, da ne bomo opazili, da je bilo to naučeno in pridobljeno v kasnejših letih. Lahko čisto konkreten primer, zdi se mi, da moraš včasih v glavi narediti en klik in ta klik ni nujno, da takoj po delavnici, takoj po izobraževanju. Jaz, na primer, sama imam rada slovenski jezik in naučila sem se na enem podcastu, da se ne reče ostaniva na vezi, ker je to hrvatizem, ampak ostaniva na zvezi. In ko sem to prvič slišala, se mi zdelo, madonca, kako pa to čudno v slovenščini zveni. In potem je imel teden 14 dni in jaz sem razmišljala o tej besedi in rečem enkrat kolegici, ostaniva na zvezi, se slišva drug teden. In kar naenkrat sem jaz to ponotranila in takrat je bilo pa to avtentično. Če bi pa jaz takoj po tem podcastu začela to uporabljati, da jaz nisem ponotranila te besede, bi šlo pa težje. Tako da dajmo ljudem možnost, da utrdijo in da neka naučena stvar postane navada. In ko je navada, kot da vozimo avto, ko tudi začnemo kriliti z rokami spontano, to pa pomeni, da je avtentično in to je potem bilo pa dobro opravljeno delo tudi izobraževalca, kot pa tudi učenca. Hvala. No, še na tole vprašanje bomo odgovorili, ali mogoče kdorkoli izmed vas pozna kakšno zanimivo knjigo z področja čustvene inteligence. Če lahko kaj svetujete, mogoče našim slušateljem. Jaz bi vsekakor, če bi se, tako kot sem se tudi sama lotila, če en ta komentar, začela čist pri osnovah, se pravi v razumevanju čustvene inteligence, ne vem, mogoče bi priporočala to od Golemana, čustvena inteligenca je tudi prevedeno v slovenščino, drugače pa potem cel kup nekih knjig danes in na Amazonu in več ali manj v angleškem jeziku, tudi glede na uporabo čustvene inteligence v različnih področjih. Se pravi, odvisno, s čim se ukvarjate, ali vas zanima čustvena inteligentnost na delovnem mestu, ali vas zanima razvoj čustvene inteligentnosti v medosebnih odnosih, skratka, cel kup nekih knjig je, res je že veliko napisanega, ampak jaz bi začela z nekimi osnovnimi temelji, se pravi z razumevanjem sploh in izrazov in z nekimi osnovnimi vajami. Mislim, da bi bila da je ta Golemanova knjiga Čustvena inteligenca, v slovenščino je prevedena kot čustvena inteligenca, ne inteligentnost, ampak se strinjam z rabo besede inteligentnost, da bi bil nek temelj, od koder pa potem lahko nadgrajujete branje v različne smeri. Jaz bi mogoče dodal tukaj še ena, če recimo pogledamo knjiga, ki so jo napisala s mojo nekdanjo asistentko Tanjo Kajtno, Trener iz leta 2007, Fakulteta za šport je to izdala, ima kar precej velik del področja čustvena inteligentnost, socialna kompetentnost, kjer so tudi čist praktične ali pa povzetek vseh teh različnih, ne bom rekel vseh, ampak kar nekaj teh konceptov, ki so hkrati z eno tako blažjimi primeri uporabe v sicer ne praksi delovne, industrijske oziroma organizacijske psihologije, ampak v športu, kjer je pa nenazadnje
primerjava z delovnimi kolektivi precej podobna ali pa precej velika. Hvala lepa. Na tem mestu bi tudi zaključili današnji pogovor. Zdaj, če sklenemo, mislim, da se vsi strinjamo, da sta čustvena in socialna inteligentnost bistvenega pomena pri samem uspehu, ali na vsakdanji življenjski poti, ali na karierni poti, kar pa je še pomembnejše, da se pa v bistvu teh veščin lahko naučimo, priučimo. Tako da samo zavedati se moramo v bistvu tega, da nekako gradimo s tem svojo osebnost, da vlagamo vase, kar je bistvenega pomena. Tako da, če boste slušatelji imeli še kakršnakoli vprašanja, vmes ste tudi verjetno zasledili, da gostje organizirajo različne delavnice, programe in podobno, lahko malce pobrskate po spletu, boste našli informacije in mogoče se udeležite kakšnih od teh delavnic. Drugače pa najlepša hvala vsem našim trem gostom, gospe Balanč, profesor Boštjančič in pa profesor Tušaku za odlično sodelovanje na pogovoru. In pa seveda tudi hvala lepa vsem slušateljem za pozornost in pa želim vsem skupaj še lep preostanek dneva. Lep pozdrav in nasvidenje.